Tudi jaz vas lepo pozdravljam. Bom kar začel, jaz se bom mogoče malo bolj naslanjal na pisano besedo, ker si nisem uspel memorirati v navalu dela, ampak približni tok mi je znan. Kakorkoli tema simpozija je, kdo je kritik, in tako takšen naslov na nek način implicira potrebo po definiciji, ampak meni pač definicije kot take načeloma niso blize, pripadajo nekim rigidnim ali pa velikim ali pa megalomanskim ali pa monumentalnim filozofskim sistemom, mogoče izpred 20. stoletja, medtem ko je meni bližja neka filozofija, ki je pravzaprav antifilozofija, ki je te sisteme pač postavljala nekako na trhlo podlago. Tle lahko seveda omenim Ludwiga Wittgensteina, ki je rekel, ki je v svoji pozni fazi recimo prišel do ideje, ki je po svoje zelo preprosta. Če vas zanima pomen besede, pač opazujte njeno rabo v stavku. In to je seveda imelo vpliv tudi na sociologijo in humanistične vede nasploh. Če nas zanima, kaj je recimo kritik v nekem družbenem kontekstu, pač opazujmo, kako znotraj tega konteksta deluje, pri čemer lahko pač družbo razumemo kot neke vrste sistem znakov. Seveda, tle je tudi koncept hermeneutičnega kroga, po katerem vedno, kadar prispevamo oziroma kadar poskušamo razumeti neko stvar, izhajamo iz določenega predrazumevanja. Tekst recimo interpretiramo skozi določeno naše predrazumevanje, sama interpretacija pa to predrazumevanje dopolnjuje, tako da smo v neki povratni zanki neko povratno zanko ujeti tle. Da jaz bi začel tle z referenco konkretno obravnavo položaja literarnega kritika v slovenskem prostoru z Benedictom Andersom, ki je napisal to slovito študijo zamišljene skupnosti, ki seveda obravnava zgodovino in ozadje nastanka nacionalnih skupnosti in potem tudi nacionalnih držav. Pri tem procesu ogromno vlogo pripiše časopisu in romanu. Izum tiska omogoči nastanek žurnalizma in s časoma množice začnejo recimo vsako jutro brati časopis, da zvedo, kaj se je zgodilo prejšnji dan. Predmoderne skupnosti so bile utemeljene na tem vsaj neki iluziji, da se ti lahko srečal človeka, ki pripada tvoji skupnosti v živo. To je bilo seveda jasno v nekih manjših krajih, v nekih vaseh, kjer so pač ljudje neprestano sodelovali in se srečevali in občevali. Na neki širši ravni, na neki medkontinentalni, recimo, ki so jih pokrivale verske skupnosti, pa je bilo to mogoče seveda v romarskih krajih. Nekdo, ne vem, v Meki je lahko nekdo iz, ne vem, vzhodne Azije potencialno srečal nekoga iz Bosne in tako naprej in ta potencial srečati se v živo na tem kraju je pač vzpostavljal skupnost. Z nastopom časopisov pa se to spremeni. Zdaj ti lahko vsako jutro bereš, kaj je nekdo, ki ga nikoli nisi srečal in ga vredno tudi nikoli ne boš v nekem mestu naredil ali pa kaj se mu je zgodilo in ti ni bilo treba si zamišljati tega potencialnega srečanja, da bi se ti počutil kot pripadnik iste skupnosti. Benedict Anderson zanimivo izpelje, da je roman neke vrste, da je v bistvu časopis neke vrste dnevni roman, ker roman vzpostavi podoben ta nek nesveti, prazni prostor čas, v katerem se prvič nekak sistematično v zgodovini literature lahko srečujejo liki oziroma lahko pojavljajo liki, ki se znotraj naracije ne bodo zares srečali. In ti liki lahko živijo, ne vem, prav tako v različnih mestih in pokrivajo pač neko, oziroma ta njihovo umeščenost omogoča pravzaprav zamišljanje nacije. Tako da lahko rečemo, da je roman v tem smislu izrazito
moderna, porozsvetljenska forma, ki je tudi narodotvorna. Kar je zanimivo znotraj slovenske aktualne literature in slovenske literarne zgodovine, po mojem to, da nimamo močne romaneskne kulture. Kar seveda ne pomeni, da v Sloveniji ni močnih romanopisov in da jih ni bilo, ampak se mi zdi, da če spremljaš produkcijo na neki točki opaziš, da ta industrija ali pa ta vrsta literarnega pogona ni tukaj razvita, da se pač redno ne bi pojavljale neke čisto amaterske napake tudi v romanih, ki so zelo pripoznani. Poleg tega pa pač imamo velike težave s tem, mogoče, da tudi manjka nek velik roman, ki bi pokril pač večjo skupino likov skozi generacije, skozi zelo kompleksne odnose in tako naprej. Recimo, če pogledamo Prišleke Lojzeta Kovačiča, seveda gre za zelo dober roman in vse in je tudi zelo dolg, obsega, ne vem, več 100 strani, ampak še vedno je to pisano iz neke prvoosebne perspektive, iz neke spominske perspektive, v kateri ni prostora za to, recimo, neko, če si zamislimo, rusko zamišljanje skupnosti in kompleksne mreže likov, ki jo avtor gleda z nekim pogledom, ki jih avtor gleda z nekim pogledom ozgoraj. Na drugi strani se mi zdi, da imamo izrazito močno poezijo, ne, in tudi s kolegom Pogačarjem, ki bo za mano nastopil, mislim, da smo se nekaj pogovarjali in je samo iniciativno rekel, da je slovenska poezija verjetno ena najmočnejših v Evropi, če se prav spomnim, in tudi moje mnenje je sorodno. Pričemer je poezija pravzaprav dosti bolj predmoderna literarna vrsta, lirika, recimo kot roman. No, to seveda pripisujem temu, da je bilo nastajanje slovenske nacije zaradi zgodovinskih okoliščin, majhnosti in tako naprej znatno teženo, no vse zadnje imamo zelo pač mlado nacionalno državo in tudi slovenski romanopisci se niso znašli pač zaradi nekih socialno-zgodovinskih političnih dejavnikov v vlogi, da bi delali nacijo skozi romane. Ne. Naša narodotvorna literatura je pravzaprav poezija, ne. O Prešernu ves čas govorimo in prešernovski strukturi in tako naprej. No, mislim, da iz podobnih razlogov kot romaneskna kultura ni tako naoljena, razvita, tudi kritiška ni. Kljub temu seveda, da imamo vse skozi zanimive kritike in še posebej v preteklosti se je pojavilo nekaj markantnih person in tudi danes obstajajo kritiki, ki jih tudi jaz recimo zelo rad berem, ampak kot že včeraj in kot bom verjetno tudi danes opažal, so pa še vedno tle neke vrzeli, ki jih ne bi pripisovali nekemu zelo profesionaliziranemu kritiškemu polju. Ja, tako ka pravzaprav to je mogoče po mojem pripisati v prvi vrsti temu, da se pri nas ni razvila ta ideja razsvetljenske, neke abstraktne javnosti, ki je ločena od zasebnega prostora, ki je omogoča tudi velika nacionalna abstraktna skupnost, ne, ki se reproducira prek časopisov in tako naprej. Zato pravzaprav kritik, kadar nastopi v vlogi pač pisca v nekem literarnem delu, težko pravzaprav naredi to neko potrebno distanco do sebe in do bralca. Ne. Kritik je še vedno nekako vpet v neko verigo osebnih odnosov, kadarkoli pač nastopa v javnosti. S tem tudi verjetno nisem nič novega povedal. Vsi že vrsto let govorijo od nekdaj redno o incestuoznosti in tako naprej. Jaz sem to poskušal razložiti skozi specifični zgodovinski proces. Jaz se spomnim, recimo, da sem bil konec poletja na festivalu Pranker, ki je pač zelo fajn festival in ga z veseljem sem ga drugič obiskal in se ga udeležil, ampak izbranih je bilo 9 pesniških zbirk. Pranger, vemo, kaj pomeni. Pranger je pač
sramotilni steber pač iz nekega srednjeveškega obdobja, kakor se spomnim, da je iz tega obdobja, na katerega so pač pripenjali kriminalci in tako naprej. In to ime festivala implicira, da bo pač mogoče kakšen pesnik, ki bo poslušal razprave o svoji zbirki, recimo se počutil nelagodnega, ampak to se seveda ni zgodilo. Ne? Vsem je bilo vse cool, pač. Meni so tudi bile zanimive knjige, večina bi lahko rekel, da mi je všeč, kot sem rekel, Slovenija ima zelo dobro pesniško produkcijo, ampak vseeno se mi zdi malo neverjetno, da bi bilo vsem res všeč in da ne bi noben imel pravzaprav nobene pripombe, če se prav spomnim, ali pa neke nobene resne pripombe, če tako rečem. In tlej tudi jaz sem bil kritik, sicer sem malo drugačno stopil, ampak zlahka si predstavljam gledati za tle za nek ponotranjen kulturni kotk. Vsi se tam poznamo, vsi se kritiki med sabo poznajo in pač neka olika lokalne kulture zahteva, da pač spoštujemo, recimo, da en kritik spoštuje izbor drugega kritika in mu ne skače v zelje in tako naprej. Se pravi, imamo še vedno to neko organizacijo polja, ki ga lahko razumemo tudi ne samo, skoraj ne samo kot metaforično, ampak kot dobesedno razdelitev polja. Ne? To, mislim, da nacionalna identiteta ni res razvita, potrjuje to, da vsakeč, ko potuješ v katerokoli praktično državo, boš zasledil neke markacije, ki označujejo zgodovinski spomin. Pri nas je tega, se mi zdi, izrazito malo. Ne? In stvari se zelo hitro pozabljajo, se ne zgodovinijo in tako naprej. Edina oblika v bistvu nacionalne identitete, ker res obstaja izrazito trash in se kaže skozi neke pač malo cringe, navijaške pač pojave skozi narodno zabavno glasbo, ki niti ni narodna glasba, kot vemo, ali pa pač skozi ta nek cenen, pa tudi zlovešč nacionalizem, pač do specifične politične stranke, pri kateri zlahka vidimo, da gre za neko krpanko, da v bistvu ta agresija, ki izhaja iz njihovih medijev, pravzaprav ne izhaja iz neke nacionalne zavesti, ampak ravno iz manjka, ki jo proba pač nadkompenzirati. Ne? Skratka, v tem smislu je pač kritik ni obremenjen toliko z neko neposredno cenzuro. Večinoma se to seveda ne dogaja. Slovenija je dežela, ki pač poskuša dajati videz neke profesionalnosti, neke urejenosti in tako naprej, sploh glede na to, da je nastala kot opozicija neke balkanski neurejenosti in kaosu in tako naprej. Čeprav se tudi dogaja, recimo, en kritik mi je povedal, da je v reviji, recimo, za katero jaz sicer nisem še pisal, bil opozorjen, da pa tole je pa preostro in reč, da ven, recimo, ta stavek ali pa izrazito oblaži in tako naprej, kar je neka oblika direktne, klasične cenzure, ampak večinoma, po mojem, ni tako. Gre za to, da smo pač kritik ponotranji nek kulturni kod, zaradi katerega se napol zavedno, pa napol nezavedno tudi, recimo, samo cenzurira. Ne? Razni pač pol je seveda to, da literarna panoga pač seveda ni tukaj močna zaradi objektivnih razlogov, da bi lahko bila izrazito diferencirana. Temu primerni so seveda tudi honorari, ki ne omogočajo, da bi se kritik ukvarjal specifično pač svojim kritiškim delom, ampak je pač vedno vpet v različne odnose, ki segajo od založniških. Pogosto je tudi avtor, s čim, kar je pač seveda tudi v anglosaškem prostoru značilno ni neka naša posebnost, recimo, ampak je pač, pogosto je urednik, včasih je založnik, zadnje čase smo sicer začeli opažati, da se ljudje, ki so uredniki ali pa založniki, nekako higienično včasih umaknejo, ni pa to nikakršno pravilo. Ne? Zelo pogosto pač nastopa tudi na festivalih, na dogodkih, kot je recimo ta, ki so seveda povezani v druge mreže nekih literarnih podsistemov in tako naprej. Skratka, kritik je zelo vpet v celoto nekega literarnega sistema in bi težko rekel, da ima neko posebno izborjeno avtonomijo. Ne?
a so te liste napačno razporejene. No, kakorkoli, mislim, da jih nimam, ampak sem zabluzil. Tako, kje sem ostal? No, govorimo o tem, predvsem recimo o kulturnem, psihološkem pritisku, ki ima pa svojo tudi pozitivno stran. Zdi se mi, da ravno ta vse povezanost in vse odvisnost ljudi preprečuje, da bi bili ljudje cancelani. V zadnjih letih opazujem, da recimo, da je v Sloveniji kljub poskusom, kljub nekim navalom moralnega ogorčenja na družbenih omrežjih in tako naprej, ni prišlo do te kulture, nekega cancel kulture, kot se tu v Ameriki recimo dogaja, for better or for worse. Ampak v tem konkretnem primeru pomeni, da ko se kritik enkrat uspe uveljaviti kot legitimen glas, ponovadi skupnost literarna ne teži k temu, da bi ga pa naknadno izključila ali karkoli, ampak si uspe izboriti neko pozicijo kritičnega glasu in tako naprej. Problem je kar je seveda v redu. Ne? Problem pa je, da ima načeloma literarni kritik vlogo gatekeeperja. Zdi se mi, vedno, kadar se, ne vedno, ampak v veliki večini primerov, kadar se govori o kritiki, je kritika razumljena kot neko sito. Ne? Imamo tudi nagrado kritiško sito, ki sem jaz sicer letos dobil, ampak implicira ta nagrada, da je kritik tu, da bo nekaj presejal, ne? Da bo blokiral nekaj pred bralcem in da bo prepustil nekaj naprej. Ne? Skratka, njegova vloga je vloga vratarja, ki je sicer po mojem na nek način cela pomembna, vsekakor tudi v Sloveniji izide tu knjig, da jih ne moremo prebrati in bralec rabi neko selekcijo in tako naprej, pri čemer mu lahko kritik, kar je njegova tradicionalna pomembna naloga, pristopi v pomoč, ampak zdi se mi, da ta del kritiškega dela pretirano poudarjamo. Ne? Zdi se mi, da je delo kritika v ključni meri bi moralo biti sestavljeno vsaj še iz tega, da nekako prodre v notranji mehanizem literarnega dela in ga zna razložiti. Da ga zna razložiti celo v bistvu piscu samemu. Ne? In tle se lahko navežemo tudi na to distinkcijo, ki obstaja v anglosaškem prostoru med critic in reviewer. Ne? Pri nas je kritik skoraj izključno razumen kot reviewer, ne pa kot analitik nekih literarnih postopkov, kot literarni teoretik, ki aplicira neke koncepte, metodološko orodja na literarno delo in tako naprej. Zdi se mi, da če je to seveda obstajalo neke mere v preteklosti, danes tega praktično, da več ni, oziroma obstaja v zametkih in se meša z žanrom recenzije, ampak se ne razvije v neko polno vredno kritiško kulturo, ki bi producirala mogoče malo bolj brane knjige o drugih knjigah in tako naprej, ki bi producirala neke spremne besede, kot so bile značilne recimo za zbirko 100 romanov ali pa kot so še vedno značilne za humanistična dela pri študiji Humanitatis, na primer, ki imajo ponavadi zelo poglobljene spremne besede in tako naprej. Skratka, njegova identiteta je tle spet malo bolj zmedena, oziroma njegova identiteta se ne more v celoti oblikovati in je omejena večinoma na to gatekeepersko, vratarsko vlogo. Še ena stvar, ki vzpostavljanje te identitete ovira, je pojav literarnega influencerstva, ki zdaj nastopa. Seveda jaz nimam nič proti temu pojavu in se mi zdi do neke mere dobrodošel, oziroma se mi zdi kar dobrodošel, ker res pomaga pri promociji literarnih del tudi iz moje osebne izkušnje, ampak nelagodje se tle pojavi, se mi zdi, pri samih kritikih in od tod včasih neke prehitre reakcije na nastop tega pojava.
Namreč gre za to, da po moji kritiki sami pri sebi dostikrat ne vemo, ali smo influencerji, ali smo pač res kritiki. In to je zato, ker se v nekem smislu pogosto samo cenzuriramo, kar sem povedal, in smo nagnjeni k branju del, za katere smo nekako pričakujemo, da nam bodo všeč, da se nam ne bo treba spustiti v polemiko z njimi, da nas ne bo nekaj zmotilo in ne bomo vedeli točno, kako to artikulirati, pač, da se ne bomo spravili v težave. Bodi si so te potencijalne težave namišljanja, kar ponavadi so, bodi si so pač realne, ker z druge strani včasih ravno zaradi te nediferenciranosti so avtorji užaljeni in bi nekoga nagobec ali pa, kar mislim, Ljubljana je majhno mesto, nekdo te lahko dejansko pišči. Mene sicer ne, ampak koga drugega verjetno je. Ali pa pogosto se zgodi, da pač avtori pišejo, ne vem, nekakšne dolge odzive na kritiko, ki so včasih upravičeni. No? Mislim, včasih kritik res je ključnega sprepogleda, ampak ali pa vključi neko misinformacijo, takrat se je smiselno, da se avtor ozove. Ampak še vedno imamo to neko kulturo užaljenosti, zaradi katere pač smo se v bistvu večina kritik, ki jih beremo, iskreno so pač alomledne neke osrednje kritike, za katere nam je skorda jasno, da v bistvu kritiku niso ponudile nič posebnega, ali pa mu celo niso bile všeč, ampak tega ne artikulira, ali pa pač navdušene kritike, ki toliko bolj izstopajo potem iz te omlednosti. Mislim pa, da je pač seveda v samem izrazu kritik je pač implicirana določena kritičnost, ki je nujna za samo refleksijo literature kot take. In to neko pomanjkanje kritičnosti se po mojem pogosto kompenzira s tem, da se potem skritizira neko delo, ki ne ustreza pričakovanjem sliki in nečemu, kar je v tistem trenutku modro, ali pa je usmerjeno proti delu avtorja, ki je zaznan kot problematičen ali pa tečen ali pa ni dovolj uveljavljen in ko naprej. In preko teh odvodov se potem nekih usmerjenih kritik, nekih pravzaprav, ki izhaja z nekih kolektivnih mehanizmov, se potem kritik lahko uveljavi kot kritičen, čeprav gre pravzaprav za nereflektirano neko nastrojenost pogosto. Zdaj, seveda, finančni aspekt, ki je povezan z nekimi objektivnimi mehanizmi literarnega sistema, sem že omenil, ampak je treba pač vedno znova poudarjati, ker je materialna baza pri vseh, kakorkoli sem nagnjen k metafiziki in duhovnosti, je materialna baza pač vedno treba upoštevati in igra pri teh procesih pomembno vlogo. Zdaj, kaj je rešitev? Rešitve pač seveda enostavno ne morem ponuditi. Opažam pa, da se včasih vzpostavi ta neka, iz tega danega položaja izhaja ta strukturna vloga nekega opornika, ki sem jo tudi jaz mogoče včasih zasedal in tako naprej, ki potem pravzaprav zahteva nezavedno nekak te poganja k temu, da pa si pa že vnaprej nastrojen, da si v nasprotju s kritiki, ki so vnaprej naklonjeni delu in obravnavajo take dela, ki si vnaprej naklonjeni, si pa pač ti kot upornik obravnavaš dela, proti katerim si vnaprej nastrojen. Zdaj, edina rešitev se mi zdi za kritika zunaj pač nekih sprememb materialnih pogojev je ta, da to lastno pozicijo in specifično neko specifike te našega literarnega sistema ozavesti in v bistvu vzpostavi distanco do neke te svoje čustvenosti, ki spontano nastaja, bodi si tega nekega občutka strahu ali pa že včasih blage paranoje, ali pa tega občutka neke nereflektirane jeze. Tle bi se jaz postavil nasproti te ideje neke radikalnosti, ki je tak pač mainstream ideja postala v zadnjih letih in zagovarjal nek organski pristop. Če pač delujemo v nekih specifikah kulturnih, ki jih jaz ne vrednotim kot dobre ali slabe, ampak jih samo kot take
zaznavam. Lahko v njih delujemo samo pač na nek kulturno specifičen način. To je pa mogoče v prvi vrsti, če to kulturno specifiko ozavestimo. In v trenutku, po mojem, ko vzpostavimo to neko zavedanje, tudi nekako lažje osvobojeno delujemo, ali pa pač se odrečemo temu delu, če se nam ne zdi, da pač znotraj njega ne moremo funkcionirati, kot si želimo. Poznamo osebe, ki so pač izvrstni, mogoče browser ali kritik, ki bili in so se temu odrekli zaradi opisanih ali pa kakšnih drugih ovir. Ampak mislim, jaz nisem velik fan Žižka, vsekakor je pa zelo, se strinjam z nekaterimi aspekti njegove teorije, mislim, da je zelo smart guy, ki je rekel pač, revolucija ni zares ukinati KGB, ampak znotraj KGB-ja naučiti se operirati na nek progresiven način, kot bi on verjetno rekel. Skratka to, ne? Ampak samo neka skrušena samozavest literarnega kritika kot takega, ki se pogosto pojavlja, ni nič esencialnega. Ne? Mislim, da so literarni kritiki, pa to povem brez neke lažne bodrilnosti ali pa neke brezvezne nagnjenosti k pozitivnosti, da je literarni kritik izjemno pomembna pač figura v vsaki družbi, ker v prvi vrsti je literarni kritik hermeneutik, nekdo, ki razume, k kateremu besedilo pristopa kot nekaj drugega in ga poskuša pač interpretirati v vseh njegovih nijansah. In vsak hermeneutik mora razumeti pač pozicijo, iz katere on bere, iz katere interpretira, kot tudi pozicijo, iz katere izhaja tekst, ki ga interpretira in ki ga obravnava. Ne? Vsaka družba je pa seveda sestavljena iz tekstov in diskurzov, ki so si v konfliktu in ki so v neprestanem boju. Ne? Zato lahko včasih opazimo, da so literarni kritiki odigrali pomembno vlogo v nekih družbenih bojih. Na vse zadnje se tudi pri nas lahko spomnimo na figuro, kot je Taras Kermauner, ki je kot literarni kritik velika pač osebnost v slovenski zgodovini, bi lahko rekli, pa Josef Vidmar tudi na svoj način, kakorkoli pač njun učinek že vrednotimo, potem tudi Izidor Cankar in tako naprej. Brez teh, recimo, literarnih umetnostnih kritikov si težko pravzaprav predstavljamo slovensko kulturo, kot jo poznamo danes. Skratka, literarni kritik v nekem svojem bistvu je pomembna figura, odvisno je pa pač od nas, kako se bomo tega zavedali, pa koliko smo skozi pač razredni boj, če zmožni razredni boj in skozi deloma tudi kulturni boj, idejni boj, zmožni pač upravičiti to pomembno vlogo. Ja, mislim, da sem prišel do konca. Hvala za pozornost.